V 4. sezoni podcasta iz Centra Ogol vas vabim ponovno, da nam pomagate pri delitvi, pri temu, da bodo tudi drugi spoznali naše oddaje. Še vedno ugotavljamo, da veliko ljudi, ki so ljubitelji nogometa, ne vedo, da obstajamo. Tako da, če želite biti naš sponzor, vas lepo prosim k deljenju. Na drugi strani pa vas tudi vabim, da si ogledate v opisu, imate tudi link, spletno stran Star Socks, kjer boste našli njihove produkte. Preko te oddaje lahko dobite tudi 10% popust, so pa to zagotovo najboljše nezdrsne nogavice, tako za rekreativen kot za profesionalen nogomet. Z njimi zabijate najboljše gole in podajate najboljše asistence. Gremo v oddajo. Ti si tretji danes tu noter, se pravi, smo v Kranju. Ti si tudi predavatelj na temle DNT seminarju, ne? Ja. Jani Sajko, pardon, da te še predstavimo tisti, ki te ne poznajo. Si eden od inštruktorjev na Nogometni zvezi Slovenije. Današnja tematika, ki je z mano, ne, več ali manj smo rekli, bomo postavili v fair playu, predvsem med nami trenerji. Zdaj, glede na to, da smo že 2 oddaje imeli, se pravi Zarca pa Robnika, ne, kjer smo se pogovarjali nekaj o tem, kako bi ne sodelovali, da ne bi igralci prehiter prehajali, bomo malo drugačno temo imela, ne, smo rekli, ampak bi na začetku se navezal na ene druge stvari še. Prvo, kaj je tvoja vloga kot inštruktorja na Nogometni zvezi? Da imaš tak šla, pa še štoperce moramo zagnati, da ima vedela teh pol čas imamo danes na razpolago. Samo en pol čas. Ja. Dobro, pološ me zamenja. Ok, najprej hvala za povabilo. Kot si povedal, sem inštruktor na Nogometni zvezi Slovenije. Projektu samemu sem se priključil konec leta 2018, torej takrat, ko smo začeli z vsemi temi projekti, ki se danes izvajajo, oziroma so se kar lepo razširili. Kaj je moja delo oziroma moja vloga? Ko sem jaz prišel v to inštruktorsko službo, v bistvu sem jaz mislil, da inštruktori, to je regijski centri, priprava vsebin in to je to. In ko sem se jaz programu priključil, sem videl, da je to en kup še dodatnih programov, za katere sploh drugi nogometni deležniki ne vedo, so pa zelo, zelo vključeni v samo delovanje in trenerov in klubov in igralcev. Zdaj, če bi tako samo na grobo opisal, ker da ne bomo šli pregloboko, imamo 3 glavne stebre, danes se to stebri radi uporabljajo, igralec, trener in razvoj klubov. Torej, pri igralcih neposredno vplivamo na tiste igralce, s katerimi delujemo v regijskih centrih in centrih U14. Teh je na letni ravni okrog 1200 do 1400 po celi Sloveniji, imamo 17 takšnih skupin oziroma centrov za 2 starostni kategoriji, ki se na to v U14 združijo v vzhod in zahod, torej v 2 skupini, kjer jih nekako že selekcioniramo na 200-240. To je en del našega dela, torej tukaj pripravljamo vse vsebine, izvajamo treninge, spremljamo napredek igralcev, hkrati pa poskušamo tudi malo vplivati na trenerje, ker na vse naše centre so vabljeni vsi trenerji, ker lahko spremljajo treninge, lahko so tudi aktivno vključeni, če želijo. Sam se morajo prej najaviti. Prej se morajo najaviti, tudi pridejo kdaj kdo nenajavljeno, kar ni težava, dokler ni to res velika številka. Zelo radi imamo, da pridejo trenerji, da se tudi aktivno vključijo, ker takrat komaj dobijo tisto pravo informacijo, kaj se na terenu dogaja. No in tu že pol pridemo na tisti drugi steber, to je razvoj trenerja oziroma, kako bi rekel, bolj, kjer poskušamo razvijati trenerje in pomagamo pri samem razvoju tudi v oddelku za usposabljanje, ker sodelujemo vsi na usposabljanjih za UEFA C, UEFA B.
Torej imamo dva aspekta, enega iz preko razvoja igralcev poskušamo vplivati na trenerje, enega pa preko usposabljanja poskušamo vplivati na trenerje. In še tretji je razvoj klubov, to pa so vsi ti projekti, ki jih izvajamo, poskušamo vplivati na klube, da bi tudi klubi se potem razvijali, imeli boljše pogoje, imeli bolj usposobljene trenerje z vsemi informacijami, trenerje, ki predajajo pravilne informacije in tako naprej. Tako da je to en širok spekter vseh projektov, ki pa v bistvu vpliva na vse tri stebre, ki so nekako povezani z nogometom pri nas. Zdaj, prej smo in z Dejanom in z Robijem smo govorili o probleme, rečemo, sodelovanja trenerjev, kdaj prehajati igralec. Zdaj, vmes smo tudi se dotaknili teh regijskih centrov, kjer pač najboljši igralci iz klubov prehajajo na dodatne vsebine, treninge, kjer v bistvu se trening izvaja več ali manj, sem prav povedal, Yep. In ker se pač bi ideja bila, da bi se tudi trenerji vključili zraven, zaradi tega, da bi vsebine, ki bi jih želela Nogometna zveza Slovenije, ker se bojo kasneje potem ti igralci nekateri priključevali tudi reprezentancem, se pravi, da dobivajo informacije, kaj je želja, kaj razvijati, kje bi naj bili poudarki na treningih in tako naprej. Sem prav povedal? Ja, drži. Okay. Torej, zdaj, mi smo imeli v bistvu dilemo, da potem te regijski centri so, da nam grd rekel, izložba za klube, ki lahko potem tudi te bolj talentirane ali pa tiste, ki so trenutno bolj razviti, ker jaz to rad malo razvojno tudi razmišljam, se pravi, ki so danes mogoče med boljšimi, kar ne pomeni, da bo jutri lahko je novih 10, doskrat tudi potem tarče klubov za novačenje. In zdaj, glede na to, da smo imeli pa že mi to diskusijo, kako mi ne delujemo trenerji v fair playu in kličemo zadaj starše igralce in jih vabimo in pri nas je boljš dela, pa vse pri nas je med in mleko. Ali ti misliš, da bi se lahko tu, se pravi, ta inštruktorska služba vključila zraven, da bi povezovala te klube v nekih regiji, da ne bi toliko bilo prepira ali kraj igralcev, bom kar tako rekel, da bi bilo tudi ti prehodi smiselni, ker se pa v bistvu navezuje na tematiko to, da vi pomagate tudi klubom, bomo še pol enkrat probala iti bolj konkretno, ker se zgodi, da ne vem, ti veš, da v klubu je premalo igralcev in da če bojo dva neki večji klub odpeljal, pomeni, da bomo imeli potem lahko tudi ne za selekcijo problema, ampak to se ponovadi pol zavleče v naslednjih 5 let, da bomo imeli težavo, da bojo imeli selekcijo, ki bo lahko tudi tekmovalno delovala. A misliš, da se tu lahko bi bila to ena od rešitev ali imaš ti kako drug predlog, kako spostaviti fair play sodelovanje klubov pa trenerjev? Ja, to, kar si zdaj omenil, to je vedno lahko neka težava oziroma nek strah, da se lahko zgodi. Lahko se tudi dogaja, tudi če ne je bilo regijskih centrov, se vemo, da večji klubi oziroma klubi nosilci v regiji redno spremljajo in treninge in tekme manjših klubov, redno spremljajo te igralce, jih nagovarjajo, tudi če ne je bilo teh centrov. Tako da, tukaj veliko krat nekdo da, ja, regijski centri so pa zdaj tisti, kateri so nam igralce odpeljali. Ne, ni res, ne. Ponavadi je to tisto dobro delo v tistem klubu, tistega trenerja, da je v nekem igralcu videl nek potencial in ga poskušal razvijati in potem je v bistvu njegovo delo pripomoglo k temu, da je šel v drug klub. Je pa res, da tukaj so vsi igralci skupaj, se lahko med sabo primerjajo, tudi trenerji vidijo neposredno primerjavo med igralci, lažje dobijo sliko o tem. Je pa tu naša vloga tista, da predvsem poskušamo vsem tem trenerjem, pa tudi klubom, ker veliko klubov se obrne na nas na sveti, ne vem, hočejo zvedeti, kaj enostavno, iz mojega primera lahko govorim, veliko klubov je klicalo, ne vem, kaj menš o tem pa tem igralcu, jaz jim iskreno povem, gledajte, ta igralec je zanimivo, pustite ga še v tem okolju, kajti v tem okolju še on ni dosegel svojega potencijala, zato ker tudi ti čez leta, oziroma ti imaš 2 leti, v 12, v 13 imaš ti tega igralca, torej 2 sezoni ga spremljaš, tudi malo spoznaš, kakšna osebnost je. In če vidiš, da prihaja iz manjšega okolja, pa da še ni sposoben procesirati prehod v večje okolje, ker tudi se malo težje prilagodi vse skupaj, tudi to jim povem, gledajte,
igralec ni primeren za to okolje, ker se ne bo dalje razvijal, kot se sedaj razvija. In poskušam potem z pogovori in z eno in z drugo stranjo nekako jih usmerjati ali pa vsaj jim dati nek nasvet, kaj narediti, kaj bo na koncu naredili. Je njihova stvar, tudi ne nazadnje stvar staršev in otrok, ki se odločijo za to, na to ne moremo vplivati. Eni poslušajo, drugi ne, eni vprašajo za mnenje, drugi ne, na to ne moremo vplivati. Je pa res tak, da strah je vedno lahko prisoten oziroma ta nevarnost skautiranja, kot eni radi imenujejo. Po drugi strani pa vsi ti igralci dobijo prave informacije, pa vedno smo mi na razpolago, da dobijo povratne informacije in iz kluba, v katerega želijo iti, in iz kluba, v katerem je. In poskušamo vedno poskrbeti za nek balans oziroma ravnotežje, da se ravno to ne zgodi, kaj ste rekel, torej, da 2-3 igralci gredo iz enega kluba, kar se dogaja v manjših klubih, kaj se zgodi, ekipe več ni, torej ekipa se razpusti, še tistih 5-6 igralcev, kaj ostalo gre ali v drug klub ali odneha, kar mi ne želimo, ker želimo, da obstanejo, ker potem kasneje, če se dotaknemo tudi malo našega rangiranja klubov, pa vsega vidimo, da največ igralcev prihaja ravno iz teh manjših klubov. Tudi kasnejši reprezentanti in vsi ti igralci so ravno v teh manjših klubih. To sem prej rekel, bi bilo prav zanimivo pogledati današnja reprezentanca, kje so ti igralci začeli. Ne? Ja, če bi šli pogledati, zdaj recimo 2 leti nazaj, ko se je začelo to rangiranje, zdaj če bomo malo skočila naprej, ko se je malo začelo rangiranje oziroma kategorizacija klubov, ravno za ta drug projekt, katerega smo letos oziroma zdaj že lansko leto zaštartali, pa jaz mislim, da je kar uspešen. Želeli smo vedeti, odkot so prišli ti igralci, ki igrajo v prvi slovenski mladinski in kadetski ligi, torej kateri je bil prvi klub, tisti, ki ga je navdušil, ki ga pripeljal, dal prve korake, prve informacije o nogometu. In iz katerih klubov so prišli igralci, ki sedaj igrajo v reprezentancah, v slovenskih reprezentancah. In ravno podatek je bil ta, da imamo 3 range, torej vsak rang se tudi na 2 še razcepi, torej 6 nekih nivojev. In največ igralcev je prišlo iz tega srednjega nivoja, torej mi ga imenujemo B1, B2 in C1. Iz teh torej manjših klubov oziroma klubov, ki niso igrali na najvišjem nivoju oziroma ki nimajo ekip na najvišjem nivoju, ki nimajo niti članskih moštev ali pa imajo članska moštva na nižjem nivoju, so prišli ravno iz teh klubov. Ne? Kasneje potem. Sam povej, kaj je to A, B pa C, kak nivo je to? A nivo, to je tisti najvišji nivo, v bistvu A nivoja v Sloveniji še nimamo. A1 nivo so akademije in pogoj za akademijo še doben klub ni izpolnil. A2 nivo pa so vsi prvoligaši, torej večina vsi prvoligaši ima in mladinsko in kadetsko in U15 ekipo tudi v najvišjem nivoju, torej in seveda celotno piramido. Torej, to je A2 nivo, B1 nivo so klubi, ki imajo celotno piramido in z ekipami nastopijo, vsaj z 3 ekipami, torej U15, U17 in U19, nastopajo na NZS nivo, kar ni pogoj, da je prva liga, lahko je tudi druga liga, torej A2 je prva liga, B1 je prva ali druga liga, B2 nivo je, da ima celotno piramido in nastopa v MNZ nivoju, oziroma lahko ima 1 ali pa 2 ekipi tudi na NZS nivoju, odvisno od tega, v katerem tekmovanju tekmuje. C1, to so pa tisti osnovni klubi, ki nastopajo z večjimi ekipami na MNZ nivoju, ne rabijo imeti celotne piramide. C2 pa je tisti osnovni klub, kjer v bistvu ima 1 ali 2 ekipi samo. Tako da pogovarjamo se o klubih C1, kjer ni celotne piramide, to so manjši klubi iz manjših okolij, kjer tudi šole niso dovolj velike, da bi sploh imeli toliko otrok, da bi lahko celotno nogometno piramido postavili, in B1, kjer je dovolj otrok, ampak še ni na takem nivoju, da bi igrali na NZS nivoju. Zdaj, prvo bi skočil sam ne bom rekel na kratko, ampak ali ti meniš, da bi mi mogli za tisto prejšnjo temo, glede prehoda igralcev, trenerji vzpostaviti nek fair play, pravila si napisati, da bi se lahko vsake toliko časa opomnili na njih? Še bližal. Jaz mislim, da to bi bilo nujno, zdaj pa to je tudi ena izmed tematik, od kateri se mi pogovarjamo. Torej, trenerji smo res specifika v nogometu. Mi smo tisti, ki smo, lahko rečem, drugemu vedno odžiramo neko delo oziroma drugemu vidimo nasprotnika. Vsi drugi deležniki v nogometu sodelujejo oziroma so recimo kot sodniki, vedno sodnike primerjam, ampak ja, sodniki so se postavili lepo, oni so si postavili
svoje mesto v nogometu in oni drugo za drugega skrbijo. Torej skrbijo, da imajo urejena plačila, da so dovolj spoštovani in tako naprej. Mi si sami delamo to, da tega nimamo. Torej, kaj se zgodi, veliko kar se zgodi, da bom jaz, zdaj, če damo primer, vedel, ti delaš za toliko enot, bom jaz prišel tja, bom rekel, pa za toliko dela. Ne? Danes pa klubi samo gledajo, kje bi, ne vsi, da ne bomo zdaj metali vse v isti kuš, ampak večina vsi gleda, ki bojo čim več prišparali. Nažalost pa se vedno špara pri trenerjih. Trener pa je tisti, vsaj po mojem mnenju, ki dela produkt. Torej, jaz neposredno kot trener vplivam na igralca, jaz sem tisti, ki imam prvi kontakt z njim in z njegovimi starši. Torej, jaz sem tisti, ki prvi spostavim kontakt, da je klub in okolica povezana. Torej, jaz bi mogel biti tisti, oziroma ne jaz, vsi trenerji, bi mogli biti tisti, da bi bili bolj spoštovani stranih klubov. Zakaj? Ker smo mi tisti, ki skrbimo, ali bo klub dobro deloval v nekem okolju, ali pa ne. Torej, ali bo odnosi in komunikacija vzgledna, korektna, ali pa ne. Torej, od nas je odvisno in kot si ti rekel, fair play bi se mogel napisati, torej, ampak tudi če je ali ni napisano, pomembno je, da mi to razumemo in mi to spoštujemo. To je prva stvar, prvi predpogoj, da se sploh začnemo mi med sabo gledati kot sodelavci, ne kot nasprotniki, ne kot nekdo, da bo drugom, ampak da stremimo za isti cilj. Da stremimo k isti cilj, zato ker veliko krat, ko pridem v klub, kjer pomagamo, rečem, prva stvar je to, da se vi med sabo začnete pogovarjati. Ne sme trener U9 gledati na trenera U11 kot nekega nasprotnika oziroma grožnjo z njegovo delo, ali pa če bi recimo zdaj ti prišel na moj trening, pa bi rekel, kaj si hotel tukaj delati, malo mi razloži, jaz bi to tak pa tak naredil, jaz sem to tako pa tako videl, super, meni je bilo to zelo bi mi prav prišlo, ker bi se oba dva nadgrajevala, bi rasla. Danes pa jaz pogrešam to komunikacijo med trenerji, predvsem pa to odkritost, zato ker v razmišljanju, ko potem se pogovarjam z njimi, vsak vidi drugega kot neko potencijalno grožnjo za njegovo delovno mesto. In to jaz mislim, da je prva stvar, ki moramo mi v svojih glavah spremeniti to percepcijo. Torej, mi smo sodelavci, mi skupaj moramo delati, da bomo mi rasli, ker posledično bomo tudi lahko dobro delali na terenu in posledično bomo tudi klubi rasli in ko bo videli to neko našo povezanost, pa tudi kolegijalnost, jaz mislim, da bomo tudi malo bolj spoštovani, ki zdaj, kar jaz opažam, nismo. Ja, ampak jaz bi tu rekel, ne, da na začetku zakaj bi jaz šel v pravila. Ne? Jaz bi šel v pravilnik, se pravi napisan, bi šel tako, kot ga imajo pač igravci, tako, kot ga imamo mi, se pravi, mi vemo pred 10, fair play pravil, ki jih tudi najdemo na NZS strani in ko pride v neko konfliktno situacijo, tudi jaz, ko gledam svoje igravce, ne, mi je najlažje več reči, pravila fair playa, spoštuj, ne vem, igraj na zmago, vse vemo, ne, pač, spoštuj nasprotnika, sodnika in vse ostale akterje. Se mi zdi, da tudi tukaj, če bi mi šli v neka pravila, že iz tega, da bi imeli vsaj nekoga, ki imaš pol občutek kot zadnje, pravila so, dej se jih. Ne. Mene tu bolj zanima, kaj ti meniš, kdo bi se mogel lotiti, rečemo, da bi se napisala mogoče ta pravila, zdaj, Zveza nogometnih trenerjev ali nogometna zveza kot taka. Jaz mislim, da... Ali sodelovanje vseh skupaj. Ker nekje bi bila treba začeti. Ja. Jaz pogrešam ta pravila, zato tudi mi je bila pač všeč sama ideja, rečemo, da dajmo se nekje začeti mogoče tu pogovarjati tudi. Ne. Jaz mislim, da na začetku je trenerska organizacija tista, ki skrbi za trenerje. Torej, trenerska organizacija bi mogla postaviti ta pravila za trenerje, seveda pa brez sodelovanja z ostalimi ne bi šlo. Torej, ali je to Nogometna zveza Slovenije in ne nazadnje tudi MNZ, zato ker večina trenerjev deluje pod svojimi MNZ, v tekmovanjih pod MNZ, katere vodi tekmovanje MNZ, torej ne NZS nivo je samo tisti najvišji nivo, kjer ponavadi se pravila držijo že zaradi nekih licenciranih drugih stvari. Na MNZ nivoju pa veliko krat pride do tega, da se ne spoštuje niti osnovnih tekmovalnih propozicij, pri mlajših kategorijah, kaj šele pravil, da mora biti trener na igrišču oziroma... Do tega pridemo. Ja, pač o teh stvarih se pogovarjamo. Upam, da pridemo do tja. No. Bom tako vsem si naredil te 3 sklope. No. Tako da prvega rečemo, da smo zdaj bolj ko ne oddelala. Jaz se tudi veselim, ko bomo imeli tole diskusijo, se pravi še z ostalima 2 kolegoma, potem pred ostalimi trenerji tega kranjskega DNT-ja, ne. Pa bomo, upam, da potem sprožili tudi, da bi šla ta diskusija naprej na ostale DNT-je, pa potem tudi na trenersko organizacijo. Zdaj, projekt, ko si ga ti omenil, se pravi sodelovanja, da bom prav povedal, se pravi, eno je, da ti
kot inštruktorska služba pomagaš znotraj klubov pri organizaciji, vsebinah in tako naprej. Drugo je pa projekt, kjer je tudi Dejan Robnik, ko smo ga prej imeli kot gosta, ne, vključeno trenutno 10 trenerjev. Dej na hiter, kakaj je bila na hiter, oprost. Ampak nisem navajen, da imam 45 minut, da imam sam pol čas. Kakaj je bila osnovna ideja? Zakaj se je pač Nogometna zveza odločila? Je bilo to strani UEFA, a je bilo to naš čist individualen projekt? In kak je bil osnovni cilj projekta? Osnovni cilj projekta oziroma projekt se je že začel izvajati že pred samim projektom. Torej, mi smo, inštruktorji smo bili mentori, takrat se je reklo, perspektivnim trenerom v regiji. Torej, na pol leta oziroma na 1 leto smo bili prisotni pri trenerju, katerega smo identificirali kot perspektivnega in poskušali mu pomagati s tem, da smo bili prisotni na treningih, smo skupaj načrtovali, smo se ogromno pogovarjali, poskušali vplivati na njega in potem smo enostavno videli, ok, to smo zdaj iskali po različnih vzorcih, nismo imeli točno začrtanih kriterijev, kdo, kaj, ampak pač katerega smo mi identificirali kot perspektivnega, s tistim smo mi sodelovali. Kako so se trenerji odzvali v klubu? Zelo dobro. Dobro, klub, jaz bom tako rekel, večina klubov sploh ni vedela, da se to izvaja, zato ker nažalost, večina klubov, ok, je videla dobro nekdo iz Nogometne zveze zraven na terenu, to je to, kateri so malo bolj bili organizirani, so prišli, so vprašali, smo se pogovarjali, so tudi ostali trenerji se bolj vključevali, nekateri pa ne. Pač nažalost, takšna realnost, pogrešal sem malo več te komunikacije, kot sem prej povedal, da bi se malo bolj kdo brigal za to, da kaj zdaj pa nekdo dela tukaj na igrišču, da bi vse prišel vprašati, bi dobil informacijo, pa je mogoče se bolj vključil, ampak kot sem rekel, vedno vsak gleda nekoga zunanjega, ko pride kot nekega ocenjevalca ali pa neko grožnjo, kar ni res, ker jaz verjamem, da vsako pride na teren, hoče pomagati, ne. In iz tega se je pol razvilo vse skupaj, torej kako zdaj vplivati, kako bolj ciljno iti, pa na koga vplivati. Torej, in pol prvo se je naredila ta analiza klubov, z katerih klubov je največ reprezentantov prišlo, kjer največ klubov te igralce zanimiralo za nogomet. Potem smo se odločili, kako bomo šli, ok, Nogometna zveza je potrdila kot bi rekel, budžet za ta projekt, potem pa smo začeli se pogovarjati, ok, imamo za 30 trenerov, za 3 leta. Torej, smo mi sposobni 30 trenerov servisirati v 1 letu? Nismo, ne? Ker nas ni 30, ne? Torej, mi delamo 1 na 1 z vsakim trenerjem. Ker hočemo res... Govoriš o inštruktorjih. Ja. Torej, hočemo res kvaliteten prenos in z njim priti do tega nivoja, ok, zdaj pa lahko on sam nadaljuje in on nadaljuje z mentorstvom ostalim trenerom, mi pa lahko gremo na novega, torej na novega kandidata. In potem smo prišli do tega, da vsako leto bomo naredili razpis oziroma zaposlili 10 trenerov, torej v 3 letih bo to 30 in vsako teh bo 3 leta v projektu. Ne? Osnovni cilj je ta, da mi v 1 letu poskušamo tega trenerja usposobiti oziroma ga usmeriti na ta nivo, da bo lahko potem sam vodil vse skupaj oziroma tudi sam mentoriral vse trenerje. Še dolgoročni cilj pa je, da bodo ti klubi, za katere bomo mi poskušali zdaj njih vplivati, da bodo tudi oni servisirali vse klube okrog njih, torej tiste manjše klube, od katerih se pa oni napajajo, kar vemo, da je, torej iz manjših klubov grejo v srednje klube, srednje grejo v velike klube, kar je realnost, kar bi moglo tako biti, ampak ni pa nekega sistema in upamo, da bomo poskušali ta sistem vzpostaviti, da bomo najprej te srednje klube, te srednjega nivoja poskušali na nek nivo spraviti, da bo lahko tudi oni skrbeli za te klube pod njimi, torej v smislu prenašanja vsebin, v smislu pomoči, strokovne pomoči, zdaj vemo, da drugače težko klubi pomagajo. In potem, da bo tudi ti igralci, ki bodo tukaj dobili vse te prave informacije, šli na višji nivo, brez težav, da bo ti iz nižjega nivoja prišli v srednji nivo in da bo vse to bolj povezano, torej da bo ti prehodi lažji, da bo ti igralci tudi, kot bi rekel, pravilne informacije dobivali in da vseeno bo nivo dela se na vseh nivojih malo dvigne. To je bil osnovni namen. Zdaj je prve pol sezone za nami, po nekih takih laičnih analizah smo videli, da v vseh klubih se je naredil nek premik naprej v smislu same organizacije, delovanje trenerskega tima znotraj kluba, v smislu načrtovanja in tudi v smislu tega, da je okolica v teh klubih prepoznala, da se dobro dela. Torej, vpisi so se vse posod
res številke so visoke, recimo v tem klubu, v katerem jaz sodelujem, so samo v avgustu pa septembru 80 novih pisem naredili. To je ogromno za taki srednji klub, ne, ki prej ni imel niti do enega profesionalca, zdaj ima enega profesionalca, ker skrbi za strokovni del, torej do U13, za vse trenerje, jih nadzira in pomaga skupaj z nami inštruktorji, torej imamo redne sestanke, redne načrtovanja, skupaj smo na igrišču, ali jaz z trenerji, ali on z svojimi trenerji, ali skupaj se pogovarjamo in poskušamo res jih nadgrajevati in jih usmerjati v prav smer. Od U7 do U13 morajo imeti selekcije te klubi, kjer ste vi. Ja. Ker v bistvu zdaj, če prav jaz razumem, se pravi, ti nadziraš njega, on pa nadzira še dodatne 3 vsaj trenerje. Tako. Lahko jih pa tudi mislim skupaj, lahko jih je več, recimo v mojem primeru jih je 6, ne? Torej imajo še tudi vmesne selekcije, 8, 10, 12. Ne? Kako si pa ti doživel, to smo se z Dejanom tudi malo dotaknili, kako si pa ti doživel kot inštruktor to svobodo trenerjev, kjer se velikokrat pogovarjamo, ne? Imamo kurikulum, ki bi ga ne izpolnjevali, ne? Pa imamo svobodo, ki jo imamo več čas težavo. Kako so trenerji to, kaj, kdaj delati, sprejeli? Jaz sem rekel, da na začetku je bil to šok za vse vključene, torej vsi, ki so prišli zraven, torej trenerji in tudi ti kandidati, ki so bili vključeni v ta projekt, je to bilo, ok, zdaj bom pa to mogel tako. Ja, ampak čez čas so videli, da vseeno je kurikulum tako napisan, da je smiselno voden čez celo leto oziroma čez celo sezono. Pri trenerjih pa se je tako zgodilo, da nekateri so takoj sprejeli stvari, sploh tisti mlajši, ki so že tudi šli čez ta nova usposabljanja, ker se tudi preko usposabljanja C pa na B spoznajo, zatem tudi dobijo vse osnovne informacije, tudi njihove nastope vodijo čez to, torej jim nič ni bilo novega, so lažje sprejeli, tudi če vse sestanke, ki smo imeli pa skupno načrtovanje, so tudi videli povezljivost, smiselnost in vse skupaj, tako da ni bilo težav. Težave se pojavlja, predvsem na začetku z trenerji, ki so že nekaj časa v tem poklicu, ki že imajo nek svoj sistem, že imajo neke svoje vaje, že imajo nek svojo idejo, zdaj bom pa jaz tako speljal sezono, kar nič ni slabega, zato ker jaz vedno rečem, vsak trener, ali je čisti začetnik, ali je že res dolgo v tem poklicu, lahko da nekaj tisti ekipi, kateri dela, torej trenerskemu timu. Pomembno je predvsem, da to prepoznaš, da nisi preveč radikalen, prečeš, udariš po mizi, ne stop, zdaj pa se to tako dela, pač bolj mehki prehod. Ampak, kakor sem jaz zdaj ne razumel, vaje niso določene. Določena je vsebina, se pravi, da se prvo tega dotaknemo. Se pravi, ti imaš pač, tako kot smo tudi z njim, da se dotakne, udarec z glavo, in udarec z glavo mora biti danes. Se pravi, kakva bo pa zdaj sama priprava, je pa potem en del, drugi del je pa potem, se pravi, nadzor, da bo sama metodika primerna, prvo pa tako, kot smo pač omeli na usposabljanju za trenerje, in se pravi, da vemo količinsko, kolikokrat se bo pač neka vsebina ponavljala. Tako, ni zdaj, da dobiš ti trening in boš ta trening izvedel. Drži, to sem mogoče nisem povedal, torej ti dobiš samo vsebino, torej to bo tvoj cilj treninga, tej vsebini moraš slediti, katere vaje, kakva sredstva boš ti uporabil, je pa čist tebi prepuščeno. Ti imaš samo eno usmeritev, kaj bi naj bilo, oziroma čemu bi naj sledil, da je tudi malo lažje, predvsem tistim, da ne rabiš, da vse knjige spet usposabljam, zdaj pa gledam, metodika je taka, to jim je že malo pomoč, piše, ne vem, prvi korak delaš to, drugi korak delaš to, da jim je malo lažje. Kaj bi pa oni uporabili, same, kakve vaje bi uporabili, pa čisto njim prepuščeno. Tudi za pomoč imajo aplikacijo e-trening, zdaj ne vem, koliko si seznanjen s tem, oziroma koliko poznajo trenerji. To smo tudi zdaj nam govorili, je rekel, da je žalostno, da še vedno trenerji so v registri, pa ne vejo, da imajo e-trening. Kar je zelo žalostno, ampak kot vemo, vsako novost rabi nekaj časa, da se prime nekaj dobrih izkušenj ostalih in od ust do ust, potem se bo začelo uporabljati. Kaj dobi trener v e-treningu, da je na hiter? Jaz sem hotel že to z Primožem Jelenom, ki je bil vodja inštruktor, se kaj narediti, pa je žal zdaj zapustil, tako da moramo enkrat nekoga drugega bomo najdli na NZS-ju, ko nam bo to. Ne vem, kdo zdaj skrbi za to. Ja, skrbim za to. Pa bomo midva še eno da je naredila. Vlanem, e-trening, to je aplikacija, s katero smo mi želeli, samo da na kratko, smo želeli trenerom skrajšati ta čas priprav. Torej, vemo, danes je tempo nenormalen, ti prideš iz službe, večina trenerov pride iz službe, ima 1 uro časa, mora priti na trening,
večina nepripravljeni. Torej, da bi mi se izognili temu, da bi malo bolj sistematično vsi delali, smo pripravili prvo ta učni načrt, kateri od U7 do U13 in ga vnesli v e-trening, ki ga lahko uporabljaš na tablici, na telefonu, na računalniku, bilo kje. Noter pa imaš trenutno od U7 do U13 učni načrt, kjer je to ravno to, torej za vsak trening določena vsebina, kjer je noter zbirka trenutno 500 vaj, igralnih oblik in tako naprej, katere lahko ti uporabiš za trening, hkrati pa ti pušča neko svobodo, kjer lahko ti vnašaš svoje vaje. Torej, če noter ni vaje, katero bi ti rad v trening dal, lahko ti, ne vem, ali napišeš na list, poslikaš, če jo daš noter. Najboljše pa je, da jo vneseš noter, ker imaš pa lepo urejeno v isti obliki kot vse ostalo in si jo potem enostavno, torej, greš na trening, pogledaš, tako smo prej rekla, udarec glava je danes, imaš korake, katere bi nadal, poiščeš za vodni del, za glavni del vaje, si ga vržeš noter, si izvoziš na e-mail, katerega imaš gori, hkrati tvoj vodja, ki skrbi za tebe v nogometni šoli, vidi točno, kaj si ti delal, vidi, kje si v učnem procesu, vidi, kaj si v ti eni sezoni vse obdelal z temi igralci. Če bi recimo jaz zapustil ta klub, novi trener bi prišel in rekel, vodja, gledajte, to je obdelal, izvoli, nadaljuj pri tem, oziroma to še moraš tako bi ne šola zgledala. Tako kot bi ne zgledno. In s tem smo mi hoteli malo pomagati klubom, zato ker večina klubov nima usmeritev, nima programa, nima nič. Dali smo vsem tistim, kateri to nimajo, vsi trenerji imajo to prosto na razpolago, torej ni dobenih naročnin in dobenih stvari, torej vsak je aktiven trener. Ki je aktiven trener, ja. To bi te še vprašal, če se mi pogovarjamo, da eni klubi trenirajo 2-krat na trening, eni pa 4-krat že, ne vem, pri 11, karikiram zdaj, ne. A so tu noter prilagoditve, da se tudi trenerje laže v bistvu znajdejo, no? No in to je bila naša prva dilema, ko smo začeli sestavljati program, pa začeli sestavljati trening oziroma vsebine po treningih. Mi smo se hoteli ravno izogniti tej periodizaciji na teden, zato ker preveč je bilo, kaj smo opažali na terenu, pripravljanje že pri najmlajših, torej U9, U11 na tekmo. Torej na neko taktično pripravo na tekmo, ki nima dobenega smisla v tej mlajših kategorijah, ker mi razvijamo igralce in jih pripravljamo, da bodo lahko tekmovali v tistih selekcijah, ko je tekmovanje pomembno, ne pa zdaj. In smo rekli, ok, eni trenirajo 2-krat, eni 3-krat, kot si rekla, eni 4-krat. Šli smo v to, da smo postavili količino treningov, ki ni vezana na to, koliko krat na teden imaš ti trening. Ti to količino obdelaš in ti si to vsebino, katero bi mogli v tisti sezoni igralci osvojil. Če imaš več treningov, začneš od začetka in začneš to tvojo vsebino nadgrajevati. Torej, če si ti prvi trening že, oziroma priješ prvi trening že recimo v mesecu aprilu še enkrat, začneš isto, začneš ponavljati, otrjevati oziroma popraviti tiste stvari že malo v oteženih okoliščinah. To so pač tiste sugestije, katere mi damo, ni napisano noter, ampak imamo neko število treningov, ki je za sezono, če se ta sezona oziroma če število treningov prej zaključimo, začnemo od začetka in spet gremo z popravljanjem in utrjevanjem teh elementov, katere smo že jih naučili. Vemo pa, da v realnosti se kaj zgodi, da avgusta, septembra imaš, karikiramo pri 8, 9, 10 igralcev, decembra se tih 5, 7 ponovno vpiše oziroma na novo vpiše, torej teh vsebin niso predelali, tisti bojo se na novo učili, drugi pa bojo utrjevali, tako da tudi na to smo razmišljali, da en se bo pa v 11 upisal šele, ne? In to smo zajeli, da tudi neke stvari ponavljamo. Vedno v začetku sezone so prvi treningi tisti, ki se stvari ponavljajo oziroma se nadgrajujejo, dopolnjujejo, da ponovijo ali pa da na novo naučijo. Utrjujejo, mi temu rečemo. V šoli rečemo utrjujemo, ne? Ali pa urimo. Ok, zdaj ko se mi pogovarjamo o trenerjih in trenerskem delu in kako reagiramo, je en del, drug del je pa, da trenutno se dosti pogovarjamo, da je trenerjev premalo. Ne? Ti imaš pa čisto neko drugo informacijo, da trenerjev je dovolj, ker žal veliko trenerjev v klubih trenutno dela, kateri sploh ne bi smeli delati, zaradi tega, ker da lahko v Sloveniji, to je pač tudi zakonodaja, če nam jo ti malo bolj mogoče razložiš, ker zagotovo bolj znaš razložiti, kot jaz, kakva je zakonodaja, kdo lahko dela na igrišču z otroki. Torej, prvi pogoj je, da je 18 let star, da ima najmanj končano srednjo šolo in da ima naziv strokovni delavec v športu 1. Torej, strokovni delavec v športu 1 v nogometu pomeni UEFA C licenca.
To je prvi pogoj in edini pogoj, ki ga moraš imeti, da lahko ti delaš v športu. Torej, če prije delovna inšpekcija, bilo kakšna inšpekcija, če ti tega nimaš, si ti in klub v prekršku. Ne? In te globe so kar visoke, ampak to se doben pri nas ne zahteva. Oglobljen bo trener in verjetno predsednik. In tako, ja. Oziroma klub, ne? Pravna oseba. Ja. Globe so visoke in po eni strani jaz rečem, da je prav tako, zato ker pogovarjali smo se mi dva, ko smo se pripravljali na oddajo, da ne bomo vedno o zdravnikih, dajmo o frizerjih. Ne? Ti kot frizer ne moreš delati, če nimaš dovoljenja oziroma nimaš tega mojsterskega izpita in vse, kar potrebuješ za to. Torej, frizer, drugi bo takoj poklical, tam pa nekdo dela v garaži in takoj bojo poskrbeli drug za drugega. Mi za to ne skrbimo, zato vidimo, da nas na drugi strani trenira otroke nekdo, ki za to nima usposobljenosti. Ti si hodil na faks, eni so hodili na usposabljanje, torej svoj čas si žrtvoval, svoj denar si žrtvoval, hodiš redno na seminarje, se usposabljaš, iščeš rešitve, kako bi nadgrajeval svoje delo, nekdo pa enostavno stoji na drugi strani, ker nič ne vloži v to, oziroma da ne bom zarekel, verjetno vloži nekaj v to, ampak ni šel čez ta proces. Ni prav, ne? Ni prav in zato smo prvo mi odgovorni, da poskrbimo, rečemo, ta oseba ni pravilna, torej opozorimo klub ali pa opozorimo pristojne organe znotraj MNZ-ja ali pa društva nogometnih trenerjev, da urgirajo, da se nekaj naredi. Vemo, da trenerjev ni dovolj, to vsi govorijo, ampak kot si prej rekel, da se malo dotaknemo, naredili smo eno raziskavo. V Sloveniji imamo trenutno 3100 trenerjev. Tu je en mali odstotek napake lahko, zato ker so lahko neki trenerji še vnešeni, ki nažalost jih več ni, ampak to ni taki veliki odstotek. Od 3100 trenerov ima plačano članarino 1800 trenerov. Od 1800 plačanih članarin, torej od 1800 trenerov, pa ima licenco 1300 trenerov. Vemo, da za vsako leto si mora licenco. Najprej si preko seminarjev moraš potrjevati za določeno število točk na vseh teh seminarjih, potem pa klub glede na zahtevo tekmovanja mora zahtevati licenco in plačati licenco za tega trenerja. Torej 500 oziroma 488, za točen podatek, trenerjev je nekje, ki ni vzelo licence. Torej, kaj je bil vzrok, zakaj nima licence, to je nas zanimalo in potem smo tudi naredili eno raziskavo. Poslali smo na nekatera društva in dobili smo en, tako bom rekel, res lep vzorec skoraj ponavljajočih se odgovorov. Ne. Številka 1 od vzroka je bilo, zakaj ne dela kot trener oziroma neaktivni, ni vzel licence, je to, da je preslabo plačilo. Okrog 30% trenerov je to odgovorilo. Moram povedati, da v 480 smo dobili 120 odgovorov, kar zopet je neka številka glede na to, da so neaktivni, ne, torej, da se ne zanimajo. 30% jih je odgovorilo zaradi slabega plačila, 30% jih je odgovorilo, da jim vzame preveč časa, predvsem zdaj po koroni je veliko jih ugotovilo, torej v času do korone so delali kot trenerji oziroma so imeli 2-3 selekcije, potem je bila korona, večina klubov ni plačevalo, torej, ker niso imeli dobenih aktivnosti, niti niso skrbeli za aktivnosti, poiskali so si druge službe, ugotovili so super, ja, delam od 8 do 4, od 7 do 3, dobim isto ali pa še boljše plačilo kot prej, glavo dam na off, ko prijem domov, popoldan imam čas za družino, kar je zelo razumljivo. Ne? Torej 30% je bilo takih, ki so rekli zaradi časa, preveč časa mi vzame, ker vemo, če se hočeš dobro pripraviti na trening, je vsaj 1 ura priprav, vsaj 1 ura, če hočeš toliko soliden trening narediti, 1 uro prej prideš, pripraviš si teren, narediš trening, uro pa pol, 2 uri, odvisno od selekcije, končaš trening, seveda še kakšni individualni pogovori in starši in z igralci, s predsednikom in tako naprej, priješ domov, vsak trener si vsaj malo misli v glavi, kak je bil trening, kaj sem delal, kaj je bilo v redu, kaj bi lahko popravil. Torej, rečemo, minimalno 5 ur ti gre za en trening. Torej 5 ur, zakarikiram za 350 evrov za 3x4 krat na teden, plus cel vikend, ko imaš tekem, ker cel vikend ti gre, zato ker ne moreš planirati nekaj stvari. Dolgo nekdo pol ne ostane v tem in zaradi tega 30% tistih, ki ni več v tem noter. Potem pa so velik procent je bil slabe izkušnje starši z klubi, torej z nekdo, ali da ni plačal, ali da je bil slab odnos kluba, ali da ni bilo podpore kluba, ali pa s kakim drugim deležnikom, recimo sodniki, navijači in tako naprej. Potem pa so še bili manjši procenti od zdravstvenega stanja in tako naprej. Ampak kot vidimo, največji delež je bil plačilo pa čas. Ne? Pa tudi velik faktor je torej ta slaba izkušnja z drugimi deležniki, ki pa danes ima zelo velik vpliv na našo delo, če
si dovolimo to ali ne. Ja, to smo tudi se z Robijem dotaknili, ne, da bi bilo smiselno počasi tudi starše začeti vključevati v nek reden izobraževalni proces, kako delovati, pa zakaj neki je, neki pa ni, pa kdaj je neki primeren čas za naprej pa za nazaj. Ampak kje ti zdaj vidiš ta fair play med trenerji, glede na to, da zame, moram reči, jaz osebno zelo težko gledam, ko vidim, da mi sedi na klopi nekdo, ki je plačal usposabljanje in je aktiven trener, vodi ekipo na treningih in tako, pa nekdo, ki ima primerne neizobrazbe ali pa sploh nima nič, ne, pa čez teden pa pripravlja to isto ekipo. Jaz mislim... Ker načeloma, ne, ko mi prijemo, pa potem se pravi, zame je itak problem, če nekdo, ki nima primerne usposobljenosti, dela z nekom, ki pa bi moral imeti. Ne. Na drugi strani je pa še večji problem, da nekdo, ki pa ima to usposobljenost, ne, v bistvu je pripravljen posoditi, če tako rečem, svojo izobrazbo za nekoga drugega, da bo izvajal, ki je spet, se pravi, to je kaj, jaz sem zdravnik, pa bom kar nekomu, ki je prišel z ulice, mu bom pustil, da, ne vem, operira kolen, jaz bom pa dal za svoje ime, ali kaj v zadnji. Zdaj, da si ne zatiskamo oči tega, to se dogaja, ne? Čeprav govorimo, ja, da se je to... Na papirju vse preživi, ne, ampak... Da to ni dovoljeno, da je to, tudi kazni so rigorozne, torej, če bi ta kršitev bila zaznana, ta trener, ki je to naredil, torej posodil licenco po pravilniku Združenja nogometnih trenerjev Slovenije, je izključen, torej ne more več upravljati funkcije trenerja. Torej, to je najvišja kazen, kaj lahko doživiš. Torej, ti več ne moreš biti član društva, torej ne moreš več dvigniti licence, torej več tega ne moreš delati. Ne? Se dogaja, sicer manj, kot je bilo včasih, ampak kot si ti povedal, se dogaja, kaj narediti. Jaz mislim, da ena izmed prvih rešitev bi bila to, da bi tisti, ki vodijo tekmovanje, malo bolj striktno vse skupaj vodili, torej bili bolj striktni pri samem pregledu, pa tudi spremljali cel potek tekme, ne? Ker vemo, da v zapisnik lahko damo mi trenerja, pomočnika trenerjev, uradno osebo, fizioterapeuta, zdravnika, prvo pomoč in rezervne igralce. In pravilnik je napisan samo tako, da v tehničnem prostoru lahko samo en vodi, ni določeno kdo. Ne? Torej, če bi se to spremenilo, lahko vodi samo trener in definicijo, kdo je trener. Torej, da to je nekdo, ki se pojavlja kot trener na treningih, na tekmah, v medijih, na družbenih omrežjih, ker vemo, danes lahko najdeš vse, ne? Sledljivost je danes takšna, da lahko ti vidiš, da recimo ti nimaš usposobljenost, pa vodiš trening, ker nekdo bo objavil to. Torej, bi se lahko to boljše nadzorovalo, ampak seveda jaz mislim, da bi to moglo biti eno napisano pravilo in ga tudi začeti striktno upoštevati in nadzorovati. Ja, meni je bilo pa če žalostno, pred leti je bilo celo tako, da je nekdo vodil našo prvo ligo, so ga mediji v bistvu tudi napisali kot trenerja kluba, ne? Pa v bistvu ni bil, ker po pravilniku ni mogel biti. Ponovno prijel. In ti meniš, da se pravi, zdaj glede teh pravil, pa mi imamo narejene, se pravi, pravilnik, kdo lahko in kdo ne more. Ampak kje ti vidiš možnost, da bi se tudi te stvari, rečemo, pač, ker so nedopustne, se pravi, se ne bi smele sploh izvajati, kje ti vidiš možnost za to, da bi mi to odpravili v naši skupnosti, a smo mi trenerji premalo odločni, pa premalo kolegijalni, ali smo v bistvu tu včasih celo preveč do nekoga, ki nima primerne usposobljenosti. In kje sploh iskati rešitev za to, da bi se tega rešili? No, tako. Kot si rekel, kolegijalni, ne? Po eni strani smo preveč, ne? Po drugi strani pa, ko pa smo se prej pogovarjali, ne, bi pa nekdo šel za 100 evrov samo zato, da bi dobil nekega drugega služba. Ne? Tu jaz mislim, da bi mogli tudi malo naše moralne vrednote postaviti na prvo mesto, pa reči, gledajte, mi smo zato tu, da smo trenerji, spoštovati moramo svoj poklic, pa spoštovati moramo drugega. Torej, in tudi, če nekdo ni usposobljen oziroma nima
te usposobljenosti za ta nivo ne more biti. Torej, tudi jaz ne morem iti, ne vem, poučevati v šolo, če nimam za to ustrezne izobrazbe. Ne? Torej, ne bom zdaj šel, tudi če bi bila možnost, če za to nisem, ne? Mislim, možnost v smislu tega, da bi me nekdo vzel, ne za v smislu zakona. Kaj narediti? Jaz mislim, tako smo se prej pogovarjali. Prva stvar je to, da mi med sabo razčistimo stvari in da mi začnemo med sabo delovati v skladu z našimi načeli, da smo trenerji. Večina nas je trenerov, ki razvijamo. Torej smo razvojni trenerji. Pustimo tisto peščico, ki so v prvi pa drugi ligi, ki tekmujejo. Torej mi moramo, rečemo 80% trenerov v Sloveniji smo zato tukaj, da razvijamo, ustvarjamo igralce produkt, ki bo kasneje prenašal neki rezultat. Torej mi se moramo zavedati, da smo servis vsem tistim tam zgoraj in moramo se zavedati, ki nam je mesto. Torej, če sem jaz za to, ne smem hrepeneti potem, da bom enkrat tam zgoraj. Jaz kot sebe se ne vidim kot nekega tekmovalnega trenerja, ker enostavno sam sebe ocenjujem in sem toliko korekten do sebe pa do drugih, da pač to nisem jaz, ker se tudi najvredno tam počutil in tudi nimam teh izkušenj. Verjetno bi jih nabral, če bi bil, ampak jaz se vidim v tem, kar zdaj delam in moram biti pošten do drugih. Jaz bi rad tu delal in tukaj bi rad dobro delal. Ne? In to moramo vsi gledati na to. Torej ne zdaj, zato, ker je tam boljše plačano. Ne? Zato, ker je boljše plačano, pa je zdaj članski trener v prvi, drugi ligi. Če jaz vem, da sem dober v razvoju igralcev oziroma trenerov ali pa otrok, daj tu delaj dobro, tu bom delal dobro in poskušal čim boljše dela, da bo pa res tisti, ki pa so zato tam, da delajo rezultat, lahko čim lažje svoje ideje prenesli na te igralce, ker smo jih pa mi od spodaj, ne od spodaj, ampak ki smo skrbeli za to, ustrezno usposobili oziroma izobrazili, da so lahko postali taki nogometaši kot so. Ne. In tu pa moramo mi priti tudi do nekega, ne vem, končnega ali ideje ali pa ne vem, pravilnika, ne, kjer bomo mi postavili tudi, ne vem, ko si rekel, v primerjavi sodniki. Vse sodnik ve, če sodi prvo ligo, je plačilo tako, če pa sodi MNZ ligo, je pa plačilo tako. Ne. In tu po moje bi bilo pol tudi, kaj ti misliš, da smiselno v primeru, da je trener v tej pa tem rangu tekmovanja, da se postavi neka spodna meja. Ker zdaj, ko mi govorimo o 350 evrih, ne, v teh 350 evrih je potem tudi SP noter, naj bi bil, ne, ja. Kar vemo, da tudi ni nujno, da je veliko klubov potem kompenzira z nekimi potnimi stroški in ne vem čem. Ja. Drugo so tu noter tudi vsa prevozi in tako naprej in tako, da na koncu, ko še greš na 2 pijači, ne, pa si bolj sponzor kluba, ker še včasih so otroci slačni, pa še kakšne sendviče kupiš, ne, da ko pa kaj drugega. Ja. Se pravi, bi mogli verjetno tudi tu nek pravilnik narediti, da če klub nima finančnih sredstev, da pa v bistvu ne sploh ne postavlja skupina ali kaj. Ja, mislim, če bi zdaj šli v to, bi se nam zgodilo to, da veliko klubov več ne bi delovalo. Bi imeli težavo, kar se tiče množičnosti. Ne. Ja. Potreba bo najti tu nek kompromis, ne, ker kot si rekel, določena v pravilniku ZNTS so določene točke za določeno starostno kategorijo, koliko bi naj bil trening oziroma koliko bi naj bilo plačilo vrednoteno in tiste točke se šteje, pomnožijo in potem dobiš nek tisti minimalni znesek, katerega bi naj trener dobil, vemo pa, da doben od klubov verjetno niti ne pozna tega, da to obstaja. Na žalost niti trenerji tega najdejo. Na spletni strani ZNTS-ja pod pravilniki pa vse te stvari torej se najdejo, ampak jaz verjamem tudi, da tudi trenerji večino ne poznajo, ampak to je res tista spodna meja, to bi naj bilo, kot si ti rekel. Ampak jaz mislim, da glavna stvar je to, da mi postavimo, ne bom rekel ceno, ampak pač koliko je pa vreden trener, ki pa razvija, torej lahko bi celo enačili za tistim od zgore, ki tekmuje. Zakaj? Ker če, kot smo prej že govorili, pa da se ne bom ponavljal, če mi ne bomo dobro delali tukaj, pa razvijali, tudi on zgoraj ne bomo mogli dobro delati. In jaz vedno to razlagam, kaj nam pomaga v U9 zmagovanje turnirov, če pa nismo razvijali igralcev pa v U11. Mi jih moramo razvijati, da bo lahko za naše člane igrali, da bomo imeli svoje igralce v članskem moštvu, ne da bomo mi vozili iz vseh smeri in klubov igralce, da bojo sposobni igrati, ne vem, 3., 2., 1. ligo. Jaz mislim, da je tu glavna usmeritev in jaz mislim, glavna informacija za vse deležnike. Vsi trenerji so pomembni, vsi morajo biti isto tretirani, ker ne glede na to, katero starostno kategorijo treniraš ali pa pomagaš pri treniranju, si isto odgovoren za tisti rezultat zgoraj. In jaz mislim, da dokaj najbolj klubi te percepcije spremenili in spremenili pogled na vse trenerje, tako dolgo bo, kjer je, ampak jaz upam, da s tem, ko se bojo začeli trenerji malo več pogovarjati, malo bolj odkriti biti.
več sodelovati, ne nazadnje tudi drug drugemu pomagati v nekih situacijah, da bi lahko naredili korak naprej. Vemo pa, da nas je dosti težko teh 3000 zdaj spraviti na isti imenovalec, pa na isto razmišljanje. Jaz tu sam bi zaključil, ker smo odigrala pol časti, je bilo hitro, ne? Ja. Lahko bi še enega. Bomo naredila, imamo 3 tematike, lahko 3 oddaje naredimo. Tu bi jaz sam rekel, meni je bilo vedno zelo zanimivo, tudi ko sem prehajal, rečemo, iz kluba v klub. V navednicah najboljši trenerji za najmlajše, ampak plačilo pa ni bilo tako. In tu rečemo, bo potrebno po moje tudi narediti nek miseln preskok, da se bomo res pogovarjali, se pravi, da bo primerno plačilo za vse trenerje, zaradi tega, da bo nekdo neki želel tudi delati, da bo na koncu rekel, ne vem, tu je 30, ampak jaz mislim, da je vsaj 50% trenerjev se bo strinjal z mano, da bo reklo, za plačati pa ni najbolj velik, da sem jaz 30 ur v enem tednu odsoten od doma, v bistvu, da je svoj čas svečam še nekomu zraven, kar pomeni še upravlja eno službo praktično zraven. Veš, to je pa ravno ta projekt sofinanciranja trenerjev mlajših kategorij. Tukaj smo mi hoteli klubom povedati, ta trener je namen toliko vreden. Nogometna zveza sofinancira polovico, drugo polovico mora dati klub najmanj v istem deležu, kot dati nogometna zveza, kar je za večino klubov bilo prvo, to je veliko denarja, ampak ta trener ti je toliko vreden, ker ta trener ti največje delo naredi, in ta trener je tudi dobil neke zadolžitve in ta trener in ti klubi, bodo pol na koncu videli, ta denar je pa bil dobro investiran. In pol bojo verjetno začeli, upam, da bo začeli razmišljati, da pa treba tudi še v ostale vlagati, tudi če ne bo tega vira financiranja, oziroma v Sloveniji imaš tudi druge vire financiranja, katere, če bi klubi malo bili bolj, kot bi rekel, iznajdljivi, imaš razne evropske projekte, na katere se lahko prijavljaš, razne razpise in tako naprej, samo pač neko delo moraš vložiti v nekaj, če hočeš nekaj dobiti, ni zdaj tako, mi dva se poznamo, pa me rekel, Igor, daj prosim, daj zrihtaj mi to, pač treba nekaj narediti, če hočeš nekaj dobiti, ampak jaz mislim, da ta projekt bo pokazal, da je ta denar bil dobro investiran v te kadre, in da bojo tudi drugi pol okrog tega videli, oni so toliko vložili, so dobili profesionalce, ki je delal to pa to in je naredil to pa to, torej za klub je nek doprinos bil. Klub bo videl, da so je dobro delali, bo nadaljeval s tem, upam, da bo nadaljeval, bo začel tudi ceniti druge trenerje, ker bo tudi ta, ki vodi, bo rekel, gledajte, ta trener je dobro, dajmo ga zadržati, dajmo malo bolj vrednotiti njegovo delo, bojo ga zadržali. Jaz lahko povem, da v mojem primeru v klubu, ki jaz delujem, so ugotovili, da je to bilo najboljše vložen denar, kaj so ga dali. Že po 6 mesecih. In ugotovili so, da morajo drugim trenerom, ki delajo z njim, in ko so se naredili analizo, tudi dvigniti, pa zdaj ne govorim, da morajo vsi, ampak so ugotovili, ker je tudi njihov nivo dela se dvignil in oni so že prej dosti zahtevali od njih, ampak enostavno niso delali, zato ker niso imeli časa. In vsega skupaj. Zdaj pa, kdaj bo nov razpis? V spomladanskem delu, ker za novo sezono se bo spet in naslednjo leto še enkrat. Zdaj, če koga zanima, lahko tudi tebe kontaktira. Saj na spletni strani je lanski razpis objavljen. Mislim, da bojo stvari iste, če ne vsaj podobne. Zdaj verjetno bo se... 10 novih trenerjev. 10 novih trenerjev se bo, razpis bo, pogoji, ki so bili, bodo podobni, tako da lahko si malo pogledajo, kdo sploh je primeren profil za to, kar se išče, ko bo razpis bo tako odprt, kot je predpisan zakonski rok za razpise, potem pa so vloge, pa razgovori individualni. In z novo sezono se je novih 10 vključi v ta projekt. 5 minut je vse nikoga podaljška. En tam ležal. Hvala ti, upam, da si užival, pa da res naredimo še kaj bolj poglobljenega, predvsem na ta e-trening, pa inštruktorsko službo generalno, da ljudje tudi razumejo da je cilj na koncu, tako kar smo se tudi z ostalima dvema pogovarjali, reprezentanca in kako bomo, ker ne vemo, kje bo se nov, ne vem, Šeško našel. Končni cilj ni samo reprezentanca, končni naš cilj je dvig nivoja nogometa na vseh nivojih. Torej, pa kot smo zdaj ugotovili čez nas pogovor, da mi moramo vplivati na vse nivoje, da bo najvišji nivo še
višji. Ne? Absolutno. In ja, naš cilj je dobiti čim boljše reprezentante, ampak naš cilj je tudi vse klube dvigniti malo više, da bo njim lažje oziroma da bo vsi ti prehodi lažji. Ja, pogovarjamo se še lahko, ne vem, verjetno 2 oddaji. Hvala za vabilo, upam, da sem lahko čim bolj orisal v tem kratkem času neko problematiko, ki jaz mislim, da se je današnja organizacija ZNTS-ja poprijela malo drugače, oziroma začeli smo iskati, kaj so vse težave po določenih regijah, ker vemo, da regije so različne in različne težave imajo, in iskati rešitve, pogovarjati se, povezovati se, predvsem se povezovati s strokovne komisije med sabo in upam, da bomo našli neke skupne točke, ki bomo lahko začeli delati. Ne bom rekel, da bomo že reševali, ampak da bomo sploh lahko začeli iz nekih točk izhajati, pa začeti delati proti temu, da bomo pa našli rešitev za težavo. Potem pa se komaj spoprijeti za težavo, ker vemo, da problemi so malo bolj kompleksni, da nekaj pa je treba začeti in jaz upam, da bomo vsi trenerji tukaj stopili korak bližje drug drugemu, pa da bomo vsi trenerji, če že ne bomo prisostovali pri iskanju pa pri reševanju rešitev, vsaj toliko kolegijalni, da bomo vsaj dali prostor oziroma pomagali, da bojo lahko drugi delali v tej smeri, pa dvignili našo delo, naš nogomet, naš fuzbal. Ker jaz mislim, da imamo ogromno potencijala, tudi trenerskega potencijala, da imamo ogromno, mi rečemo, pri nas lufta navzgor, ne? Samo najti moramo, kako bomo prišli tu noter. Zapravi, ti si ocenil, tako jaz rečem igralcem, tu ste na 20-30%. Smo malo višji, rekel na 40%, malo bolj optimistični. Ok, hvala ti, pa naredimo trening, oddaja naslednja. Zmenjeno, ok, hvala.